Željka, kaj meniš, zakaj bi morale gledalke in gledalci gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Ja, jaz bi rekla, da je to oddaja za tiste, ki jih že malo kličejo konji, imajo konje radi. Se ob njih dobro počutijo, ne vejo pa točno še zakaj, ker konji so izjemni učitelji, tako poslovnih veščin kot socialnih veščin, kot so tudi odlični terapevti in zdravitelji, in o tem bove danes malo več govorile. Dobrodošli v oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami izjemna Željka Modrej, ki je ustanoviteljica in vodja klinike za obvladovanje stresa, kjer združuje poslovna in terapevtska znanja za celostno obravnavo mentalnega zdravja zaposlenih. Posebno mesto v njenem delu in življenju nasploh pa zasedajo konji, za katere meni, da so odlični terapevti in učitelji. Željka, hvala, da si danes z nami. O konjih bomo danes tudi govorili, ne toliko v poslovnem svetu, iz katerega se sicer poznava. Pred leti sva sodelovali in ostali v stiku in evo naju danes, kdo bi si mislil. Povej mi, za začetek nam opiši, ker imaš res zanimivo zgodbo, kako je potekalo tvoje življenje od konjev, potem v korporativni svet, zdaj si se pa pred časom vrnila ponovno k konjem. Razloži nam vse. Ja, hvala, Manca, najprej da si me povabila v to tvojo oddajo. Jaz o konjih govorim vedno, tako da bi res tudi polnoči prišla v tvojo oddajo, tako da najprej hvala za vabilo. Ja, moje konje so z mano že od otroštva, se pravi, jaz sem iz Prekmurja, tam sem, ne vem, nekje mislim, da v 4. razredu osnovne šole prvič prišla v stik s konji v enem konjeniškem klubu. In od takrat naprej so postali moja ljubezen. Jaz sem bila vsak dan pri konjih v hlevu. Hlev je bil moj drug dom. Celo osnovno šolo. To so bili časi, ko smo se pač družili, tudi s prijatelji tam, jahali konje, letali z njimi po terenih in tako naprej. Kar divji smo bili, moram reči, za naša mlada leta. Skrbela sem tudi za enega, tam smo pač te šolske konje imeli, ko so jih tudi drugi jahali. Jaz sem skrbela za enega in ta konj me je potem kasneje tudi še spremljal skozi v sanjah, tako da so konji že res od nekdaj nek del mene, tudi če nisem fizično več bila z njimi. Tako da to je bilo v osnovni šoli in potem v srednji šoli sem pač začelo se me zanimati druge stvari, konje so se malo oddaljili. Začelo me je zanimati, kako ljudje funkcioniramo med sabo, zakaj tako funkcioniramo, kaj nas povezuje. Začela sem opazovati vzorce, kako je vse povezano, zakaj je ena kultura drugačna od druge. In že takrat me je klicala malo sociologija. Potem je pa en naš učitelj iz srednje šole imel en tak čarobni prstan in je rekel, moj čarobni prstan je rekel, da bo šla študirati sociologijo, in potem se je to res zgodilo. Tako da v študijskih letih sem pol sociologijo izbrala kadrovski menedžment, se pravi usmerjeno v podjetja, kasneje tudi naredila magisterij iz tega področja, tako da to mi je odprlo potem pot v korporacije. Konji pa so me skozi malo klicali, tudi v tem času, ko nisem bila fizično, vedno z njimi sem malo tako, ko smo šli z družino na dopust, malo gledala, kje imajo tudi konje, da grem jahati na morju pa plavati z njimi. Tako res sem vedno zbirala nekako, da sem bila čim več v stiku z njimi. No, potem pa mislim, da je to bilo malo pred 40. rojstnim dnevom, to je zdaj nekaj let že nazaj, je pa pol v moje življenje prišel Lancaster. To je pa športni konj. Jaz sem si zelo želela, ko sem bila majhna, da bom imela konje, s katerim lahko preskakujem ovire. To je bila neka moja želja otroška. In potem, ko je Lancaster prišel, sem jaz ugotovila, da so to moje znanje, ki sem ga imela kot otrok, in zelo optimistična, kako jaz to res obvladam, ugotovila, da pač mogoče niti ne in da športni konj je čisto nekaj drugačnega, vsaj moj je pač bil, in zato sem potrebovala trenerja in začela se je ta pot, neka športna pot, treningov in preskakovanja ovir in tako naprej, z željo, da potem grem tudi na tekme. V poslovnem okolju pa sem šla dokaj hitro sem prišla na vodstvena delovna mesta in sem postala vodja kadrovskih služb v različnih podjetjih, slovenskih, mednarodnih, majhnih, velikih, različnih lastniških struktur, tako da sem res ogromno enih ljudi spoznala
Spoznala sem pa tudi tisto plat, ki je mogoče ne opisujemo preveč, to je pa, kako stres vpliva na nas, a ne, in sploh na menedžerje, na ljudi na vodstvenih položajih, ampak na žalost je pač stres prisoten pri vseh, ne samo na višjih položajih. In čez ta moja leta, se pravi dela v korporacijah in tudi z Lancasterjem v nekem športnem duhu, ki je in tekmovalen in potem poslovno okolje so tekmovalne, vedno so narejene na performance, še več in tudi sama sem si pri konju naredila še več, višje, boljše. Je to na neki točki bilo zame preveč. Malo sem tudi začutila, da mogoče poslovno okolje oziroma poklic, ki ga sem upravljala do takrat kot kadrovnik, je nekaj, kar sem mogoče prerasla, klicalo se me neke druge zadeve. Zgodilo se je tudi podobno v športu, se pravi, čutila sem, da s konjem več nisva tako povezana. Na začetku je to bila neka ljubezen, ki se je potem pretvorila v neki konj, bolj nek moj objekt za dosego nekih mojih ciljev in to ni šlo v pravo smer. Tako da na koncu se nisva več počutila v redu, niti jaz, niti on. In sva šla jaz v neko tako izgorelost, ki ne vem, kako se sploh tej izgorelosti reče, to je bila izgorelost na vseh možnih področjih, mislim, da je tudi duša malo izgorela. In potem sem pač iskala načine, kako zdaj ven iz tega. In prva stvar je bila, da sem pač zapustila korporativni svet. Z Lancasterjem pa sem poiskala strokovnjake, ki se ukvarjajo s konji tudi na malo drugačen način, ker sva izgubila stik, jaz sem tudi, mene takrat telo zelo bolelo, nisem več mogla jahati. Niti ga več nisem mogla pobožati, ker ga je pač jahala ena druga in je bilo dosti na treninge narejeno in je konj bil preveč energičen in sem iskala nekaj za umirjanje. In takrat sem poklicala enega strokovnjaka oziroma enega šepetalca konjem. Ja, tako bi lahko res rekli, šepetalca konjem, ki je potem prišel k nama in delala sva neko meditacijo, to je zame bilo dokaj novo, takrat sem se začela s temi bolj naravnimi zadevami spoznavati in delala sva neko meditacijo, sva stala eden nasproti drugega s konjem, konja sem držala in imela zaprte oči in sem poslušala pač to meditacijo, ki je bila najprej prizemljitev, potem pa čutenje energije konja in potem je rekel, glej, bova videla, kaj bo konj naredil, ko bo konec, lahko bo pač zbežal stran, lahko bo jezen, lahko ne bo nič naredil, bova videla, ne. Ideja pa je bila najti nazaj povezavo med nama. No, in ko je on to vrv, s katero sem ga izdržala dol, je pač Lancaster prišel do mene, mi dal glavo na ramo in jaz sem sam začela jokati in sem rekla, ok, zdaj pa dosti, zdaj pa nekaj moram drugače narediti, tole več ni v redu. In takrat sem se odločila, da grem iz športa. Tudi nisem več mogla, niti telesno, pa nič športom narobe, to bi res povedala, da ne bo zdaj kdo, da je pač karkoli športom, ampak zame v tistem trenutku je bilo preveč. In takrat sem se odločila, da poiščem neke druge poti, se pravi in dela z njim, povezovanje s konji na nek drugačen način. In pa tudi zase sem pač iskala rešitve, se pravi, kako sebe pozdraviti, ker to ni bil nek tipičen burnout oziroma izgorelost, ki poznam, ker je bila dosti fizična. Se pravi, meni so se vneli vsi sklepi, navzven mogoče to ni bilo vidno, navznoter sem bila cela v bolečinah in takrat, ko sem se vpisala na študij telesne psihoterapije, sem šele začela opažati, kako v bistvu naš sistem deluje, se pravi, kako se povezuje s telesom. In na tej poti sem spoznala ogromno enih strokovnjakov in takrat sem se odločila tudi, da ustanovimo kliniko za obvladovanje stresa, ker je res tega ogromno danes v poslovnih okoljih žal. Tako da sem zbrala strokovnjake, ki pač lahko pomagajo celostno in smo tudi priključili zdravstveni kliniki, tako da je res strokovno, hkrati pa tudi terapevtsko mogoče tudi to delo s konji, ki ni najbolj tipično pri obvladovanju stresa, sem ga vključila zato, ker se mi zdi, da nam res lahko ogromno dajo. Tako da to je en primer, kako naprimer sem jaz začutila, da je Lancaster tudi moj učitelj, se pravi prvič neko sporočilo, da mogoče je treba še nekaj drugega pogledati. Začela se pa hkrati tudi ena druga pot in sicer v tistem času je ena kolegica rekla, da ima
en kolega, za katerega sem že vedela, da, mislim, sem ga poznala iz poslovnih okolij in organizira pač različne konference, da ima konja in takrat so se takoj povezali, se pravi, sem ugotovila, aha, konje nas tudi povezujejo. Ja. In zdaj se še vedno hecam, da konje to malo se mi zdi, da se oni malo med sabo zmenijo, pa pol to nam ljudem dajo, da izvedemo za njih, ampak ja, z tega je ratalo potem lansko leto prve delavnice, v bistvu pa za poslovna okolja, ker oba sva iz poslovnih okolij in sva rekla, koliko nam konji dajejo enih modrosti in kako to prenesti zdaj v to znanje v poslovno okolje in potem smo pač naredili en sklop delavnic, s katerimi smo lani začeli in je že šlo čez njih več kot, mislim, da zdaj že več kot 100 zaposlenih in rezultati so res izjemni. Tako da smo tudi ta del, se pravi, kako konji lahko pomagajo za poslovne veščine, začeli razvijati. Hkrati pa na kliniki programe, kako 1 na 1, se pravi za posameznike, ki jih to zanima, sebe umirjati čez prisotnost konja, ni nujno z jahanjem, lahko samo s tem, da začutimo sebe ob konju, se pravi neka čuječnost ali pa sproščanje, obvladovanje stresa ob prisotnosti konja. Tako je šla moja pot. Kako si naredila cel krog od konjev, pa nazaj k poslu in zdaj to združuješ? Ja, tako. Povzela bi nekaj tvojih misli, ki se mi zdi res zanimive, kako je konj zrcalil tvoje počutje. Eno je, da telo sporoča skozi bolečino, da nekaj ne štima, hkrati pa se to poznala tudi na konju. Vzeli si bova kratek odmor, po odmoru vam bomo pokazali en video, v katerem sta Željka in njen Lancaster skupaj in bova do poslovnih poti se še prideva. Tako da dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina po kratkem odmoru. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes imamo na sporedu eno zelo posebno dogodivščino s konji. Željko, razglabljava o tem, kako so konji tudi zdravitelji. Pa dajmo si za začetek pogledati video, režijo, prosim za prvi video, kjer sta ti in tvoj Lancaster. Prosim, režija. Kaj se je tukaj dogajalo? Ja, tukaj sva midva z Lancasterjem šla, kot sem prej govorila, iz športa in oba zbolela in iskala potem poti nazaj in ta video prikazuje to prvo povezanost. Se pravi, tukaj se je začelo, z njim sem preživljala čas, ker je on tudi bil zelo bolan, res je zbolel z vsemi možnimi boleznimi, ki jih 5 let prej ni imel, tako zelo podobno kot ljudje, ko grejo z intenzivnega poslovnega okolja na dopust, pa pol zbolijo, se je podobno zgodilo tukaj in sva iskala nazaj stik. Tako da ta video je prva ta povezava, ki se je pol med nama začela spostavljati. Se res vidi njegova energija, ki je bil tak miren, ne? Ja. Verjetno začutil, ok, zdaj je pa to. Željka je pa zdaj malo drugačna, ne? Ja, tako. Lepo. Trdiš, kot sem že rekla, da so konji zdravitelji. To se sliši zelo mogočno. Lahko pojasniš 3 učinke. Imava srčno koherenco, zrcaljenje in čustveno uravnavanje, kar se mi zdi, da smo videli nekoliko tudi v videu, in pa prisotnost v sedanjem trenutku. Vse 3, ki jih zelo potrebujemo v današnjem svetu, tudi če nismo tako upeti v poslovnem svet kot mi dve. Razloži prosim vse 3. Ja, zdaj, da ne bo tako znanstveno se vse slišalo, ta srčna koherenca po domače pomeni, da smo v nekem stanju, kjer imamo notranji naš sistem uravnan, se pravi čustva, misli, telo, srce nekako povezano. In ko smo mi v tem stanju in ko je konj v tem stanju, lahko med nami poteka pač neka izmenjava, ki jo tudi danes že znanstveniki preučujejo. Konji imajo namreč zelo veliko srce in zato imajo tudi veliko elektromagnetno polje in konji nas zaobjamejo, se pravi s tem poljem. Se pravi, tudi če nimate stika s konji, če jih kje vidite na travniku, ne vem, konj na primer do 6 metrov oddaja to polje, se ljudje dostikrat rečejo, kako se počutim umirjeno. In zdaj, kako pa poteka ta izmenjava? Pa imava, mislim, da tudi en video, ki prikazuje, kako potem ta dvosmerna komunikacija, če sta oba v tej povezanosti srčni, poteka. Zanimivo. Režija, a lahko prosim kar za drugi video, da vidimo, kako poteka ta srčna koherenca?
Koliko metrov ima pa človeško srce elektromagnetno polje? Mislim, da enih 3 ali 4 manj, to sem brala, tako da po moje kak meter, ne vem, Okay. ampak dosti manj. Režija, prosim za drugi video. A lahko razložiš? Ja, tukaj zdaj vidimo, to je moj konj, ki je zdaj vidite, da je imel zaprte oči, se pravi, on se je umiril, to je sicer potekalo dlje časa, med njima je potekala energija, tudi ko sem govorila, to je kolegica, ki se ukvarja tudi z srčnim povezovanjem s konji, konji zelo odreagirajo na energijo, začutijo energijo, je rekla, da je kot da bi jim malo sporočil, kje je nekaj v njem, kar ga boli, ker je takrat bil prehlajen in mu je kar intuitivno dala roke na tisti predel in on je takrat zakašljal, to sicer ni na posnetku, na tem posnetku, ampak je, tako da s konji komuniciramo na neki neverbalni ravni, kar je zelo težko pojasniti. To, če doživiš, začutiš, se pravi, to začutiš po celem telesu, ko si z njim, če si zadost umirjen, se pravi, če ta energija teče. A ne? To se morda sliši tako, ne, Ja, nenavadno, ja. pa vendar intuicija morda, zagotovo so vsi imeli, imamo to izkušnjo, kako nekaj začutiš, pa morda niti ne znaš Tako je. razlagati. Ja, Ne. ja.